No, slavnostna premiera filma Zadnji dnevi pa je privabila tudi predsednika vlade. Gre le za pomemben dokument zgodovine. Ta igrano-dokumentarni film namreč govori o zadnjih dnevih druge svetovne vojne na Slovenskem, ki se presenetljivo ni končala na isti dan kot drugje po Evropi. V bistvu že po koncu druge svetovne vojne 9. maja, ko je že cela Evropa slavila, so na področju slovenske Koroške še se vedno odvijali zadnji večji boji v Evropi tistega časa. Se je glomazna nemška vojska skupaj z kolaboranti z Balkana hotela prebiti v Avstrijo in se predati angleškim in ameriškim silam. In to gre počasi v pozabo. Zato sem se ob praznovanju 80-letnice domislil, da bi bilo vendarle mogoče slovenskemu žilju narodu, če lahko rečem, pokazati, kaj se je pravzaprav dogajalo na Koroškem. Je seveda film, ki je zahteval kar nekaj pomoči, recimo neke vrste žrtvovanja strani velike količine sodelavcev. Celotne te ekipe, mislim, da se društva Triglav imenuje, ki so pomagali pravzaprav pri bitkah. Velika odgovornost je, večja odgovornost se mi zdi, ker igraš dogodke, ki so se zares dogajali, ki imajo zaradi tega, se mi zdi, da še toliko večjo težo. V nekaterih primerih celo igraš ljudi, ki zares obstajajo. Sem imel ves čas na snemanju nekako občutek, da se jim pravzaprav poklanjamo in zahvaljujemo. Zakaj je pomembno, da se danes v tem času še vedno snemajo taki filmi, ki govorijo o takih dogodkih? Najpomembnejše sporočilo vsakega tovrstnega filma je, kako pomemben, ključen, dragocen za življenje in spoštovanje mir. Ker če pogledamo današnje politično stanje, vidimo po Evropi in po svetu znova povsod neki raste seme nacionalizma, fašizma in podobnih struktur, zato je definitivno treba take tematike obravnavati. Ja, meni se zdi, da je v bistvu skozi pomembno opozarjati s filmi, kaj se je dogajalo in kaj se ne sme več dogajati.